Preden preidemo na naše dosežke na področju sistema zaščite in reševanja, bi rada rekla še dve besedi o tem, kdo je človek, ki bo ta sistem zaščite in reševanja predstavil. To je naš državni sekretar. Jaz sem s posebnim namenom želela, da prav on predstavi naše dosežke na tem področju, in sicer zato, ker je njegova življenjska pot na Ministrstvu za obrambo od leta 96, natančneje leta 97 dalje povezana s sistemom zaščite in reševanja. Leta 97 je namreč že vodil Center za obveščanje. Bil je od leta 96 dalje referent za vojaške zadeve, potem je bil je predstojnik uprave za obrambo Slovenj Gradec, bil je dolga leta, od leta 2003 dalje, vodja izpostave za zaščito in reševanje v Slovenj Gradcu in bil je poveljnik za civilno zaščito Koroške regije. Na upravo za zaščito in reševanje, in sicer kot vodja, kot direktor te uprave, je prišel poleti leta 2009 po moji presoji najbolj kritičnem času za upravo za zaščito in reševanje in jo uspel tudi rešiti pred vsemi nadlogami, ki so se na njo spravile zaradi incidenta v Pouhovi jami oziroma na Koti 208. Namreč uspel je sanirati precej slabo stanje na področju neeksplodiranih ubojnih sredstev in pa tudi druge zadeve na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je uspel spraviti spet na pozitivno točko oziroma v pozitivni smeri. Od 15. januarja letos pa je državni sekretar našega ministrstva. Tako da predlagam, da kolega magister Balant nadaljuje z predstavitvijo naših dosežkov v tem sistemu. Najlepša hvala, gospa ministrica. Lep pozdrav, spoštovani predstavniki medijev. Poskušal bom v strnjenih mislih podati glavne dosežke, ki so bili narejeni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami od leta 2008 pa do sedaj. Najprej želim poudariti, da je bila na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejeta resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki opredeljuje nekje do leta 2016 osnovne smernice delovanja in razvoja tega sistema. Dopolnjen je bil zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki izboljšuje položaj prostovoljcev. Spremenjen je bil zakon o Rdečem križu v zvezi z delovanjem njenih območnih organizacij. Spremenjen je bil zakon o varstvu pred utopitvami in zakon o varstvu pred požarom, katera implementirata direktivo Evropske unije na tem področju. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami velja omeniti, da je bila spremenjena in dopolnjena organizacijska uredba, urejeno je bilo področje izobraževanja in usposabljanja ter sprejeti podzakonski akti, seveda v smislu zmanjševanja administrativnih ovir. Na področju preventive je bil poseben poudarek dan preventivni dejavnosti in sicer na področju varstva pred požarom in utopitvami. Pozornost je bila usmerjena k izobraževanju strokovne javnosti in osveščanju prebivalcev za področje samozaščite v primeru naravnih in drugih nesreč. Del tega prostora preventive je bil namenjen našim najmlajšim in seveda tudi malo starejšim, kodr se je nadaljevalo izvajanje natečajev likovnih in literarnih del, vzpostavljena je bila elektronska učilnica za najmlajše, nadaljevale so se aktivnosti ob otroškem bazarju, nadaljevali smo seveda aktivnosti tudi za osveščanje naše starejše generacije v okviru festivala za 3. življenjsko obdobje in nenazadnje uspešno smo zaključili dvojne dneve zaščite in reševanja. Kot poseben uspeh na področju preventive je bil uveden izbirni predmet v zadnjo triado osnovnih šol in sicer predmet varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer so ga uspešno implementirali in se izvaja v več kot 60 osnovnih šolah po državi. Na področju pripravljenosti sistema za odzivanje na naravne in druge nesreče lahko govorimo, da se je sistem sposoben odzivati na telefonsko številko 112. V sistemu
odzivnosti pa nismo uspeli vključiti dispečersko službo nujne medicinske pomoči v sistem telefonske številke 112 in v operativne centre zaščite in reševanja. Seveda kasni tudi posodabljanje opreme v teh centrih za obveščanje, posebej z vidika uvajanja novih tehnologij v našo splošno družbeno življenje. Delno se je v teh centrih za obveščanje izboljšala kadrovska slika. Kasni prevzem sistem javnega alarmiranja. Ta prevzem je podaljšan do leta 2020. Od vsega skupaj 1496 delujočih siren v naši državi je bilo prenovljenih le 620. Uveljavljene so bile nekatere storitve za klic v sili gluhim in naglušnim osebam in tekstovni klic v sili in video klic v sili. Seveda gre za uvajanje enakih možnosti za vse državljane Republike Slovenije. Zakasnitev pri uveljavljanju projekta TETRA, državnega projekta TETRA, pomeni na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, da bomo v prihodnje morali posebno skrb nameniti vzdrževanju obstoječega sistema radijskih zvez. Potrebno bo nameniti posebno skrb posodobitvi komunikacijskega informacijskega sistema, ki pravzaprav predstavlja hrbtenico celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na področju načrtovanja so bili prenovljeni nekateri državni načrti, načrt zaščite in reševanja v primeru poplave, potresa, kužne bolezni pri ljudeh, nesreča zrakoplova, železniški nesreči in kužne bolezni pri živalih. No, s pozdravom smo sprejeli novo izdelane načrte zaščite in reševanja za ukrepanje ob množični nesreči na avtocesti. Izdelani pa so bili tudi tako imenovani obratni načrti zaščite in reševanja za ukrepanje v primeru nesreče na žičniških napravah. Na operativni dejavnosti smo uspeli vzdrževati pripravljenost okoli 47 000 reševalcev, prostovoljcev, okoli 900 je poklicnih reševalcev in pripadnikov civilne zaščite. Uspešno smo organizirali enoto za hitre intervencije, v okviru katere je bila ustanovljena enota za iskanje in reševanje pogrešanih oseb v urbanih območjih. Reorganizirana je bila enota neeksplodiranih ubojnih sredstev, izvaja se kot enoten ukrep na nivoju celotne države. Seveda se tudi v tem področju nahajajo določeni izzivi za prihodnje, predvsem pri zagotavljanju zaščitne opreme za pripadnike. Kasneje izvajanje programov zagotavljanja državnih rezerv za primer naravnih nesreč. Še posebej kasneje programi za nesreče, kot so vremenske ujme, izbruh živalskih bolezni, množične prometne nesreče in podobno. V okviru pogojev za delovanje reševalnih služb je potrebno poudariti, da sistem temelji na prostovoljstvu. Zato je bil vzpostavljen korekten odnos do teh služb, organiziranih tako na državni, regijski, kakor tudi na občinski ravni. Zaenkrat sofinanciranje v tem mandatu za delovanje reševalnih služb ni bilo zmanjšano. Tečejo programi sofinanciranja nakupa reševalne opreme, ki hkrati pomenijo izenačevanje materialne opremljenosti enot po celi državi. Pomemben poudarek smo namenili tudi reševanju v predorih. Tako je bilo v sodelovanju z Direkcijo za ceste Republike Slovenije nabavljeno namensko reševalno vozilo za reševanje in ukrepanje v primeru nesreče v predoru Karavanke. V sodelovanju z Družbo za avtoceste Republike Slovenije pa bo zagotovljena tudi ustrezna varnost v cestnih predorih na primorskem delu avtoceste, predvsem na predorih Dekani, Kastelec in Markovec ter na štajerskem delu na vkopu Cenkova. Nadaljujejo se aktivnosti za ukrepanje ob nenadnem onesnaženju morja. Ustanovljena je bila dodatna podporna služba civilne zaščite, nabavljenih je bilo 4700 metrov baraž, tudi v tem delu kasni nabava novega ekološkega plovila, ki naj bi v našo državo prispel v začetku leta 2012. V okviru ukrepanja ob nesrečah lahko poudarim to, da so tako leta 2008, 2009 in 2010 ob močnih neurjih na Dolenjskem, Posavju, skoraj da v pretežnem delu naše države so se sile zaščite in reševanja ustrezno in učinkovito v sodelovanju Slovenske vojske odzivale na naravne in druge nesreče. Pomembno je poudariti, da smo poleg tega, da varujemo in se odzivamo na nesreče, doma poskušali biti solidarni tudi do naših sosedov. Poleg teh nesreč, kot sem jih omenil, je bila pomoč nudena tudi
Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Madžarski in ostalim državam v regiji. Sprotno smo seveda zagotovili tudi ustrezen sistem za ocenjevanje škode, ki je podlaga za nadaljne aktivnosti glede povračil nastale škode našim prebivalcem. Na področju izobraževanja in usposabljanja je bila sprejeta nova metodologija za pripravo izobraževalnih programov. Usposabljanje pripadnikov pa se izvaja preko 108 različnih programov. Velja poudariti, da se letno preko našega izobraževalnega centra na Igu in v podcentrih v Sežani, kot je že gospa ministrica omenila, nov podcenter, Pekrah in tudi novo pridobitev v Logatcu, različnih vrst usposabljanja in izobraževanja udeleži preko 18.000 pripadnikov vseh struktur reševalnih enot. Z veseljem lahko povemo, da je bil sprejet višješolski program za gasilstvo, ki je javno veljavljen študijski program in omogoča pridobitev 6. stopnje na področju gasilstva. Spostavljena sta modela preventive pred stresom in sistem psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na tem delu je bila ustanovljena ekipa civilne zaščite za psihološko pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, tako reševalcev, kakor tudi prizadetim prebivalcem. No, na področju mednarodnega sodelovanja lahko poudarimo, da smo nadaljevali naš razvoj v okviru mehanizma civilne zaščite Evropske unije in krepili odnose med državami v Zahodnem Balkanu. Leta 2009 je bil sklenjen bilateralni sporazum s Črno goro, leta 2010 z Makedonijo, leta 2011, torej letošnje leto, z Bosno in Hercegovino. Leta 2009 je bilo Kosovo donirano prenovljeno gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov, izvedeno pa je bilo tudi usposabljanje njihovih gasilcev. Kot Uprava za zaščito in reševanje sodelujemo pri večjih evropskih projektih. Omenil bi 4 evropske projekte, in sicer evropski projekt SERM, ki omogoča sodelovanje med konzulati v primeru naravnih in drugih nesreč, projekt U2010, kjer omogoča sodobna tehnologija za prenos podatkov iz terena, se pravi, razvijamo in vključujemo najnovejšo tehniko, ki omogoča takojšnje zajemanje podatkov in prenos v štabe za ukrepanje. Projekt Monet in projekt Linker, ki pa sta povezana predvsem z uporabo satelitskih komunikacij v primeru izpada nacionalnih sistemov zvez, in projekt Linker, kot rečeno, ki smo ga uspešno uporabili že pri pridobivanju kartografskih slike naravnih nesreč ob zadnjih velikih poplavah v naši državi. Leta 2010 je Uprava za zaščito in reševanje začela v okviru instrumenta predpristopne pomoči izvajati program EU krepitev sodelovanja z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami na področju civilne zaščite. Govorim o tako imenovanem projektu IPA, katera vaja je bila ravno kar pred časom zaključena. Namen tega programa je zmanjšati ranljivost držav Zahodnega Balkana zaradi naravnih in drugih nesreč in pomoč pri vključevanju v mehanizem civilne zaščite Evropske unije in ostale mednarodne integracije. No, na koncu velja poudariti tudi delo našega inšpektorata na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Njihovo delo je bilo usmerjeno predvsem v inšpekcijske nadzore v območja, kjer se zbira večje število ljudi, na območje, ki predstavlja vire večjega tveganja za okolje. Nadzor je bil upravljen nad delovanjem operativnih gasilskih enot, posebej z vidika zagotavljanja osnovnih zdravniških pregledov za operativne gasilce, nadzor nad kopališči v smislu povečane stopnje varnosti na tem področju in nenazadnje v celotnem obdobju je inšpektorat opravil več kot 13.000 nadzorov. Da zaključim, kaj prepuščamo našim naslednikom na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko povem, da sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zaenkrat še zagotavlja odzivnost na klice v sili na številko 112. V prihodnje je potrebno pozornost usmerjati v preventivo, vzdrževanje osnovne hrbtenice tega sistema, zagotavljati minimalne materialne rezerve za ukrepanje ob nesrečah in nenazadnje vzdrževati korektne odnose do reševalcev, še posebej prostovoljcev. Najlepša hvala.